Ko smo že pri ženi tvoji, je kaj ljubosumna na te znane zvezde? Ma ne, jaz moram reči, imam ženo, on super, ona me še celo zmeram, ko pridem domov, ker niti ne vem, s katerimi igralci snemam, ona pol to prečekira, pa klej, s kom si delal, pa lahko bi se z njim slikal. Ma se rekel, daj, kaj bi se slikal z njim, kaj pa jaz vem, kdo je. Naprimer, evo, primer, lani stala sva z Jason Stathamanom, in tako, on je bil, ni bil v maski, on je bil tam, kamor smo bili kaskaderi, statisti. Jaz pridem do njega in sem rekel, kaj si ti kaskader? Rekel, ja, jaz sem dubliral od Jasona. Jaz sem rekel, ja, sem rekel, da sem imel malo podobno. Tip, cel cajt se obnaša, kot da je dubler. Ampak jaz, ti ne razmišljaš, ko si tam na to, in pol jaz, ko pridem domov, in pol pokažem ene slike in že nekaj, lega prav Jason Statham, sem rekel, ma ne, to je dubler njegov. Ma ne prav, to je on. Sem rekel, ja seveda je on, ker je dubler njegov. Rekel, oni dublerje tako zmaskirajo, da tega se niti ne prepoznaš. In pol mi je bilo tako žal, sem rekel, lahko bi kakšno več rekla, sem tip me je podjebaval. Ampak to je hec, v bistvu se mi zdi, da folk ne ve, eno je dubler, eno je kaskader, To je isti človek lahko, ali to so dva različna človeka vedno? To so dva različna. Ker moraš biti podoben unmu, če si dubler. Maska tudi zmaskira. Samo mora biti dubler tudi kaskader, pol? Ja, zdaj imaš ti več vrst dublerja, Ti si lahko, recimo, zdaj primer Naomi Watts, ko smo snemali. Ti si bil njen dubler? Ne, nisi bil njen dubler. Je bila ena punca stara 20 let, je bila dublerka, ki je bila kakor toliko podobna. Ampak zakaj? Zato, ker Naomi Watts je hollywoodska zvezda, ona ne bo stala na soncu, ona bo samo igrala. Za vse priprave najprej so posneli z dublerko. Ko so z dublerko posneli, pol je bila ona prišla na vrsto, ona je prišla, ona je samo odigrala in je šla. To je v bistvu dublerka. To je navadna dublerka, to je statistka. Ampak pol pa, če so pa akcije, če ona dela kakšne akcije, pol pa rabi stand-double, kaskader dublerka. In te vrste so, Zanimivo. Ja, drugače pa dubler za igralce pa bolj malo, za igralce sam, ki se dela akcije. Da jim povej to, ko smo prej, ko te je žena klicala, sem se na tvojo familijo spomnil malo, če se ne motim, so te enkrat malo kritizirali, da si sina svojega takrat, mislim, da v Odklopu, kaj je bil tale vdaja z Veselkotom, da si ga prehiter, bom rekel, dal v te nevarne prizore. Je to res, da si narobe zapomnil? Ma ne, res. Da so neki pametni bili, so rekli, kaj pa dela ta Cvetko, Ja, sam dej, otroka se uči od malega, Jaz sem ta malega od 2 leti naprej sem ga treniral, za te stvari. In mali je imel v nulo, motorje, avtomobile. Jaz njemu več zaupam avto, kakor ne vem, ker mu kaskaderje, zato ker vem, da ga ima v mazincu. Motor, on na motorju mi naredi vse. Ampak zdaj, ker je že star, zdaj je bil en mesec nazaj, bil star 18 let. In on zdaj že 3-4 leta se je vrgel v muziki. In sem ga vprašal, zakaj si šel v muziko, kaj ne boš delal z mano? Prav mi rekel, pa tato, lej, vse znam, prav lej, vse kajčem še, sem pa kje na snemanju, lahko še z menom pridem. Prav na motorju pa itak vse znam narediti. Prav kajčem pa kaj novega narediti na motorju. Se pravi, v bistvu ti si ga od 2. leta naprej si ga vrgal to, zdaj se je šel pa z muziko ukvarjati. Jezus Kristus. Ampak on mi še zmeram pomaga. On mi še zmeram z mano. Je rekel, kadar bo snemanje, grem. Pride zram. Prav ne rabimo nič trenirati, ker imamo vse v mazincu. In je res, ti ko se enkrat eno stvar navadiš, jo težko pozabiš. Dober je. Da mi povej, kaj pa hčerka tvoja pa tudi se ukvarja s tem, če se jaz ne motim, Ona pa Angelino Jolie dublira, Ne? Mislim, da je moja ščerka dosti lepša kot Angelina. Dober. A ti si bolj za Jennifer Aniston, ja, dobro, Pa kaj z njo, kaj je njena zgodba? Tudi, mislim, je v kaskaderskih vodah, hčerka tvoja. Moja ščerka je stunt driver, ona dobro vozi avto, zna se prevrniti z avtom, zna odigrati sceno pred kakšno nesrečo, tako da jo kar dosti uporablja. Kaj pa njen fant pravi na to? Njen fant je smučar, mislim, to je že skup živista. Se ne boji za njo? Ne, nič se ne boji, ker on je tudi isti. Isti norc. On je smukač, on je za slovensko reprezentanco Rok Perkov. Ja. On je v reprezentanci. Sprav sta boda polu v tem adrenalinskem, če rečem tako. In potem sem rekel, zdaj imaš cajt, sem zdaj šel pa z mano na snemanje. Da vidiš, kako se služi denar. Najprej sem vzel na enem filmu, se mu je tako dopalo,
da je šel na ta drugmu, se mu je tako dopalo, da je šel že na ta tretmu in zdaj že sanja, da bo smal. Sem rekel, ne, zdaj je šel naprej smučati. Bolj boš pa končal kariero, pa še kmete. Dobro je. To mi povej, lej, ko berem tvoj rezime, ne, vidim, da si v bistvu sodeloval s praktično vsemi glavnimi akcijskimi zvezdniki modernega cajta, pa bom rekel tudi z mnogimi drugimi igralci izven, bom rekel, tega žanra. Koliko za vraga to enemu Slovencu, Roku Cvetkovu, uspe? Koliko ti je ratal, da ko pogledam, s kom vse si delo, da rečem, ta je pa car, ne? Ta je pa res car. Zakaj glih ti? Če je fora? Odkrito povem, meni to ni nič kaj takega, ker sem že 33 let v tema, ne? Meni je to čisto normalno, jaz ko pridem na snemanje, če vidim recimo Stallone, ne? Sam ga udarim od zad, Poriti. Po hrbtu ga ruknem ene parkrat, ker vem, da je od zad močen, ali pa Van Damme mu dam pes, se pozdravimo. Ne čutim nič, da bi bili oni drugačni od mije, ne? Kakor smo mi. Oni so isti. Ampak koliko si prišel v te kroge, lahko tako, v te top kroge, no? Ja, to so pa leta, ne? To so pa te izkušnje. To so pa še iz jugoslovanskih časov, ne? Ker to pa ustaneš noter. Pa je še kdo, s katerim bi pa rad sodeloval, pa še nisi? Ja, rad bi sodeloval z vsemi, ki bojo naredili dobre akcije, ki bojo imeli dober scenarij za dober... Ampak je kak tako, bi rekel, čak, tam je še pa všel, s tem še pa nisem. Ne, sam recimo, ko sem gledal Salt, ki je igrala Angelina Jolie, mi je bilo hudo, ker nisem bil zdraven. Sem delal akcije, kako so bili narejeni, ker so par stvari meni niso bili všeč, ker sem videl, kako so bolj amatersko naredili. To bi bilo pa žal s nekom, mar bi bil jaz tam, da bi ta film jaz delal. Dober je. No, kaj povej? Za takimi stvarmi mi pride žal. Za kakšne igralce pa to pa ne. Dober je. Kaj pa poškodbe? Rekel si, da si v Celju staknil edino poškodbo v življenju. Jaz sem sicer z Celja, bi bilo pa malo čudno, ne? Sem rekel, dober je, meni ga ne bo več, ne? Ampak kaj pa ostale poškodbe? Nisi ti nič zgodil nikoli? Ne, v Celju sem imel eno poškodbo, to sem povedal, to je po neumnosti, ne? Sem še pozamenjal, sem se malo porezal. A to je bilo tam, aha, iz klopa. Jackie Chanom, ko sem snemal, sem si malo roko zvil, prej v prevračanju, kaj drugega pa nisem imel. Pa kak je to možno? Ja, pa to dela z glavo, sedih, to sem... Ampak če se je Jackie Chan sesul cel, ne, koliko to se ti nisi nikoli... Dobro, Jackie Chan kaj je delal, jaz ne bi niti šel delati, ne. Ker Jackie Chan, ko smo snemali Božji oklep... V Postojnski jami, ne? Ja, skaderi so tam skakali, pa je prišel Petar Bunčić, pokojni Šizo, ki je hrvaški kaskaderov, je bil tudi tam in je rekel njemu, pač dajmo nekaj dati od spodaj, da se ne bojo pač polomili, ne? Ker vidiš, da se fantje lomijo, ne? Rekel, ma ti se ne sekiri, se jih je na kitajskem dosti, jih je na basu avion, je druge prepelo. In jih je imel vsak dan različne. On pač drugače razmišlja. Dober je. In on se kar rukne, on se kar spusti na rizik, prv gre. Si da ščitnike, se pravi, malo se nasmeje in ga vidiš že dol. Dober je. Če kaj pa ta recimo CGI efekti, ne, zdaj ko so to, bom rekel, razviti, pa ko je šlo to tako en tak ekstrem, da včasih že ne veš, da gledaš filma računalniško igro, se ne bojiš, da bo kaskaderski poklic zaradi tega izumrl, da bo vse računalniško? Ja, nekje pa. Ne? Ni šans, to so računalnike računalnika, ne. Ti, ko gledaš akcijo z računalnikom narejeno, je čist nekaj drugega, kot da je prava akcija. Naprimer, zdaj, jaz sem snemal en film Shadow z Milčo Mančevski, če poznate ta režiser, je tudi dobro, ne? Tam bi mogli delati eno. On je pa zahteval, da se akcija naredi v enem kadru, ampak da je resnična. Nobenih računalnikov je rekel, jaz ne bom uporabljal in skočim to v enem šusu, da se to posname. Da se avto na križišču prevrne, na streho, da drsi avto čez prehod za pesce, da je igralka vmes in z druge strani drugi avto. In rekel, jaz to hočem narediti v živo. Je najel en Angleže pa Bolgare in so mu povozili igralko. Do smrti? Ne, udarili, kamero sesuli pa to. In jaz sem jim bil kao predrag Peter. In pol so me klicali, da jaz to pridem narediti. In jaz sem tomu naredil točno to, kar je zahteval. In pol, ki je pa predvajal film, je rekel, prav, veš, mene ne vpraša za film, prav, mene so vsi sprašavali za akcijo, kako je to možno, da se to naredi, ne? Ki se vidi, ne? Da ni računalniško, ampak je vse, koliko je treba. Zdaj, ko si že omenil denar, ne, se da od kaskaderskega posla živeti ali še moraš kaj zraven delati? Recimo, zdaj sem da videl v nekih Dormejev reklamah za Makedonijo, ne, je to bilo potrebno ali kaj je to? Kaj je zgodba tega? Pa neke šove, imaš tudi, mislim, da javne prirejaš neke spektakle, da te ljudje hodijo gledati. Rabiš to zraven ali delaš to za, ne vem, kaj je fora? Jaz sem te šove delal, ki je bilo manj dela pri filmu, ne?
Jaz nikoli nisem hotel, da ostanem brez dela. In če ni bilo filmov, jaz sem naredil šov, sem še vedno v bistvu bil v kaskaderskih vodah. Da se fino živeti od tega. Koliko fino? Zelo. Prav zelo, zelo fino. Zelo, ja. Nimaš pa toliko denarja kot te zvezdniki, s katerimi delaš, to pa ne. Toliko nimam, pa niti nočem, da imam dovolj. Je dovolj toliko, kar se zaslužim. Dober je. Kjer je bil pa prvi zvezdnik, še pred Van Dammom, recimo, s katerim si pa ti sodeloval? Da se spomniš, prvi ta, ko si ga pa res pogledal, si rekel, wow, jaz sem pa menda zdaj nekaj dosegel, ne? Se spomniš tega? Ja, Jackie Chan. Jackie Chan. Ta še pred Van Dammom bil? Pred, ja. Sem z Van Damme takrat ni bil znan. Ja, ta je začetnik. Ta je film njegov. Pol je bil ta Robbie Williams, ne? S njim sem delal tudi eno nadaljevanko Mork ali kaj. Mork and Mindy? Ja. Pa kje so snemali to? Ne ima, da pa je. Pa kje so snemali to? V Ameriki so snemali? Ja. A to si tam si delal? Jaz sem hodil posod. Mork and Mindy, tam si bil ti zraven? Ja, sem bil njegov dubler. Pa to je bilo 100 let nazaj. Ja, to je bilo... Jaz ga nisem niti poznal, tako. Jaz sem zdaj, kaj je prš tole povidim. Ja, Mork and Mindy. Če greste dol, ne ima, da bo čisto na začetku. Ja, v TV karijera, čisto na začetku njegov, Robbie Williams, ja. Svašta. Daj mi povej, ženske, ne, se lepijo na kaskaderje ali raj na filmske zvezde, kak je s tem? Jaz od tega nisem nikoli niti razmišljal, na kaj. Zdaj razmišljaj. Ja. Si bil zaradi tega faca za punce, ko si kaskader? A so gledali, ta je malo nor? Nisem se s tem obadal nikoli. Nikoli? Ne. Kaj pa familija, se je navadila na ta poklic tvoj že zdaj? Se ne boji več noben? Ne. Da se žena ful veseli, ja, točno gre, wow, fajn, pejt, ali reče, pazi, sem še kaj naredil. Ne, to je že normalno. To je že normalno zdaj? To je delo, kot vsako delo. Ne, pa ni glih, ne. Malo bolj nevarno je, ne. Ne misliš tako? Ne. Jaz sem čisto drugačen. Če dela z glavo, ni navarno. Aha, dober je. Daj mi povej, kaj se je zgodilo, se mi zdi, da je bilo eno zatišje v tvoji karieri po 80-ih, ko si imel te velike projekte, ne vem, Jackie Chanom, Van Dammom, ni da ni, pa se mi pa zdi, da je bilo v 90-ih letih ena mala pauza.